drage poslušalke in cenjeni poslušalci, en lep pozdrav iz Benečije. Sem pot končal, jo zdaj šele začenjam samo. Tonca Lukežu razmišlja iz Ljubljane. Začenja se pomlad. Antle smo že spet v dni volilni kampanji. Pa tole za nas, italijanske državljane, pravzaprav ni čudnega, saj smo stalno v volilni kampanji že približno 20 let. A politične stranke v glavnem gledajo imeti podporo, bojku gledati za rešiti probleme, ki jih imamo. Tudi zato, a te narbuj velike stranke so se med sabo približale, an do nas, če pokrijemo njih simbole, an poštudiramo samo politike, ki jih pjejo naprej, ne bi vedeli, če so te adne ali te druge. Vsekakor niso uspešne, tako da sada, a dan velik part ljudi voli adno tretjo stranko, ki je zelo malo levičarska, a ne kupe tudi desničarska. Ando zdaj edini, te glavni, cilj, ki ga je dosegla, je zbrat vse glasove od tistih, ki so jezni na sistem, an jih nucat za nares nič. Telkrat pa bomo volili kupe za Evropski parlament, an skoro vse naše beneške župane. Na eni strani torej za te najmanj demokratično institucijo, v Evropski uniji parlament šteje kot dvojka od kop, kar briškola je denar. Na drugi strani pa bomo vybrali, kadua bo vodil tisto ustanovo, ki je najbolj blizu državljanom. Če Rim in Bruksel, a za nas tudi Trst, ostanejo tako daleč, naše občine, čeprav zadnje reforme so znižale njih vlogo in moč, bojo še vedno tam, kjer so bile do sada. A naši župani na kak način nam bojo morali odgovoriti. Zato pa se mi zdi pomembno, da tisti, ki imajo šele par srcu te pravo demokracijo, se vzamejo tu roke malo odgovornosti in se potrudijo, da vsaj tele občinske volitve bojo za kijak koristne. Vem, da je težko, še posebno za te najbolj mlade, verjeti v nekaj političnega. Pa je tudi res, da če ne začnemo mi od spodaj verovati, da se stvari lahko izboljšajo, se bomo morali ukloniti diktaturi od grajenja podpore okoli praznine. Odločitev bo veljala za nas in za naslednje generacije. Če gremo naprej po teli poti, tele ne bojo imele nanča parložnost, ki jak odločiti. Nazaj bo cajt pobrati vse a nič. Tell me why. Povej ti zakaj. Se navrneš teraj. Spati ni moč.
Do nas se je naša oddaja Pismo iz Benečije preselila v prestolnico, v Ljubljano, tako da smo postali sredi sveta tudi mi Benečani. In za tole moramo biti hvaležni profesorju Našku Križnarju, ki dela na SAZU, vodi audiovizualni laboratorij in je raziskovalec zamestva, recimo. In zato nas je povabil na dneve etnografskega filma, ki se vrstijo tukaj v Slovenskem etnografskem muzeju. Zakaj ste povabili prav našo oddajo? Hvala, Marina, da si me tako lepo predstavlja. To je bilo nujno. Se veš, da smo že lani govorili, da bi vi prišli na ta festival z vašo pobudo. Meni se zdi silno interesantno, da neka skupnost se znajde na ta način, da uporabi najnovejši medij za sporočanje najnovejših novic iz življenja manjšine na YouTubu. To je nek način, ki je med mladimi zelo razširjen in sem prepričan, da bojo mladi ljudje bolje spremljali to kot na televiziji. Tudi gledanost televizije, tako slovenske kot italijanske, je v Benečini slaba, tako ima pa možnost dostopa različni preko računalnikov. Kar se pa tiče vsebine, pa sploh, jaz mislim, kar sem sam videl teh oddaj, se mi je zdelo silno interesantno, zato ker se odzivajo na najnovejše dogajanje v življenju manjšine, tako z področja kulture, kot z področja politike, jezika, šolstva, skratka vse aktualne probleme, ki jih vaš inštitut zaznava na terenu. In zdaj, ki smo se tako lepo pohvalili, nimam ki vas vprašati. Ne, imam. Koliko let že raziskujete in delate na Benečijo, recimo? Spomini na Benečijo so lepši kot pa moji uspehi v Benečiji, zato ker že ko sem delal v Goriškem muzeju, sem šel večkrat s Tomažem Pavšičem, sva hodila po beneških vaseh, zlasti po Nadiški dolini, drugih delov niti nisem preveč dobro poznal. Najbolj sem se zanimal za pustne šege, za karneval in takrat, ko sem jaz to spoznaval v Sloveniji, ljudje še niso vedeli za bogatstvo kulturne dediščine v Benečiji in je bilo to nekaj novega. Zlasti zato, ker so takrat furlanski etnografi so prihajali v te vasi in so si čist napačno razlagali nekatere stvari, sploh pa niso priznali, da je to slovenski dialekt. In potem sem jaz napisal par člankov o teh zadevah. Kasneje sem pa največ obiskoval Benečijo skupaj s kolegico Mojco Ravnikovo, ki je imela tam velike projekte in se mi pomagal zlasti pri izdelavi vizualne dokumentacije. Tako da zdaj delate na drugem, recimo, na drugem sektorju, s tem audiovizualnim materialom. To moram popraviti tisto tvojo prvo navedbo. Jaz sem zdaj že upokojeni znanstveni svetnik eno leto, ampak sem še tako s srcem povezan ne samo z inštitutom, ampak predvsem s to tematiko, z etnografsko tematiko. Največ se ukvarjam s področjem nesnovne kulturne dediščine, pa tudi s produkcijo etnografskih filmov. Vas zahvaljujem lepo in če pridete v Benečijo, pridite nas obiskat. No, vam hvala še enkrat.
Svetovni dan poezije v Špetru v petek 21. marca. Kulturno društvo Pobere, Kulturno društvo Rečan in Inštitut za slovensko kulturo organizirajo v Slovenskem kulturnem domu v Špetru ob 8. večer poezije brez meja. Planinsko družino Benečijo dolino Svetega Lenarta. V nedeljo 23. marca planinska družina Benečije vas vabi na pohod po starih in pozabljenih stazah v dolini Svetega Lenarta. Se zberejo pri nogometnem igrišču v Škrutovem ob 9. In Slovensko kulturno središče Planika prireja v petek 28. marca ob 7:30 zvečer v občinskem kulturnem centru na Trbižu praznovanje ob dnevu slovenske kulture. Prireditvi so organizatorji dali naslov Prešernova proslava nad promeni, od narečja do knjižnega jezika. Za danas je vse, se slišimo spet čez en teden, en lep pozdrav iz Benečije.